Lovilec sanj, ki skozi mrežo spušča dobre duhove ter slabe ujame, je pomenljiva prispodoba za skupne sanje, ki so se ujele v skupnih letih Marine Termastja in Toma Turka, znanstvenika, raziskovalca in univerzitetnega učitelja, ki sta tesno povezana tudi s slovensko biološko in biokemijsko znanostjo, nam v knjigi Znan sopotnika odstirata leta skupnega, bogatega znanstvenega življenja in tudi osebnih izkušenj. Lep pozdrav, spoštovana gosta. Kako vaju je ujel lovilec sanj? Marina. Ja, v bistvu s Tomom se poznava še iz srednje šole, tam smo se srečevali na hodnikih in potem sva se slučajno znašla skupaj prvi dan na študiju biologije. In glede na to, da je bil naš letnik zelo velik, sva bila praktično skoraj edina, ki sva se poznala, tako da je ta komunikacija že dovolj hitro stekla. No, ampak že v drugem letniku smo se pa na našem potovanju, na naši znanstveni ekskurziji v Nepal, štirje sošolci zelo tesno povezali, no, in ta povezava je potem nekako se končala v najinem zakonu. Ampak lovilec sanj sodi v neko drugo kulturo, to ni na nek način običajno za naš slovenski habitus, a ne? Ne, seveda, saj tudi mislim, da ni običajno za zahodno civilizacijo, ne, lovilec sanj je tipičen, bi rekel, izdelek, ne, in pripomoček severnoameriških, ne, staroselcev, ne bom jim rekel indijanci, ker pač to v bistvu niso, ne. In pri njih je pač ta kultura, da tisto, kar sanjamo, da se tudi ujame, oziroma da tiste dobre sanje, ne, pravzaprav se ujamejo v ta lovilec, tisto, kar je slabo, gre skozi in se razgubi. In se potem to tudi, seveda, če veliko sanjaš in če sanjaš dobre stvari, da se te stvari tudi nekje potem v vsakodnevnem realnem življenju uresničijo, ne. Seveda, vse se ne, kaj pa morda tudi. Poglejte, v napotilu res imenitne knjige, ki je več kot vredna vsakega branja in premišljevanja, pravite, da se je potrebno v življenju s skromnostjo in dostojanstvom vedno boriti za boljši svet. Me zanima, a današnje razmere še toliko bolj nalagajo tako naravnanost znanstvenikom? Ja, kar se mene tiče, jaz v to res verjamem in se trudim, da to udejanjam skozi moje delovanje in mislim, da se cela naša družina pač trudi v tej smeri, no, da sva najina otroka vzgojila tako, da tako kot midva gledata na svet. In to smo imeli res zelo dobro priliko tekom našega življenja, da smo srečo, da smo lahko delali z ljudmi, ki mislijo enako kot midva. Ja, pa saj ni stvar samo v tem, da misliš enako, ne, ampak da zasleduješ neko, bi rekel, nek življenjski kredo, ne, ki temelji pravzaprav na neki elementarni poštenosti in do enega odnosa do sveta, ki je objektiven, ki je empirično podprt z neko zgodovinsko izkušnjo, z nekimi v končni fazi tudi spoznanji, ne, znanosti, ki jih ima v tem, se pravi, ne gre zgolj midva samo naravoslovca, ampak pravzaprav vse v družbi je to ravno tako, mora biti ta empiričnost, ne, spoznan, nekje zajeta potem tudi v nek, bi rekel, življenjski nazor, ki mu slediš, ne. In mislim, da smo znanstveniki pač ne glede na področja, na katerem delamo, da smo nekako zavezani tej resnici in sledenju tega, ne. Pa jasno, v današnjem svetu, ki je popolnoma iztiril, kar se mene tiče, to še toliko bolj pomembno in da se pač tega držiš. Ja, saj profesionalno sta se odločila za biologijo, najprej za študij, potem pa tudi za znanstveno kariero. Kaj pa je vaju usmerilo v to polje?
Ja, mislite prav v to biokemijo, v smer biologije. Biologija ima ogromno smeri, ampak to bomo malo omenili malo kasneje. Ja. V bistvu to čisto najna prva usmeritev v biokemijo je bila res popolno naključje. Jaz po naravi nisem tako bila determiniran naravoslovec, ampak sem se tekom naključij znašla na biologiji, to mi je bil majčkeno bolj določen, ampak tudi vsekakor ne v biokemijo, s katero sva začela. No, prav na tem potovanju v Nepal, ki sem ga že prej omenila, pa smo bili skupaj z našim profesorjem biokemije in v teh 6 tednih druženja nama je odprl določene možnosti, pokazal, kaj bi lahko naredila, v katero smer bi lahko začela raziskovati in se nama je zdelo zanimivo. In ko sva res naključno pristala v biokemiji, v kateri sem jaz vztrajala kar dolgo časa, Tom pa še vedno. No. Ja, raven to, no, bi poudaril. Razlika med nama sigurno obstaja tudi v tem, da naprimer moja determiniranost, bi rekel, moja usmeritev, ne, veliko bolj premočrtna v znanosti, ne, kot je Marinina. Ne. Torej, jaz sem že zelo zgodaj vedel, da bom biolog, ker sem imel pač odlično pedagoginjo že v osnovni šoli in se nikoli pač nisem premislil. Res pa je, kot je Marina rekla, da v začetku, jasno, tudi takrat, ko smo mi študirali, so bile v ospredju v biologiji vendarle neke zelo otipljive zadeve, kot so živali, taksonomija, sistematika, tudi rastlin, seveda botanika, nekaj malega ekologije. Drug je bilo pa vse bolj na obrobju. Biokemija takrat pri nas se je pravzaprav šele začenjala in če se prav dobro spomnim, v tistih letih smo pravzaprav spoznavali, kakšna je recimo sestava celične membrane. Do takrat pravzaprav te hipoteze, ne, o tem membranskem mozaiku lipidov in proteinov pravzaprav skoraj nič še ni vedel. Tako da, če pogledaš... Kar je danes sestavni del učnega načrta osnovne šole. Ne. Skratka, to je bil tak quantum leap, ne, v najini znanstveni karieri, ko smo prišli od nekih zelo fundamentalnih spoznanj do vsega tega, kar seveda danes biologija, biokemija, molekularna biologija pokriva. Takrat tega ni bilo in je bilo logično, da je bila prvotna usmeritev, vsaj moja, ne, bolj nekako zoološka, zanimala me morska biologija, zelo in tako naprej. Ampak kot je Marina rekla, potem seveda se je zaradi, tako kot vedno v življenju, zaradi nekih naključij, ne, sva se znašla v tej biokemiji, ne, pri čemer sem jaz tukaj spet vztrajal, ne, pravzaprav skoraj celo mojo znanstveno kariero, no, v zadnjem času se mogoče malo bolj posvečam spet tem bolj biološkim stvarem, pa varstvu okolja, pa tako naprej. Medtem ko Marina, ki ima očitno ta potepuški gen veliko bolj izražen, kot je moj, če ga sploh imam, ne vem, je pa seveda zelo skakala, ne, v tej svoji znanosti, ne, se pravi, od začetka biologije, biokemije, potem na medicinsko fakulteto, na take čisto aplikativne medicinske raziskave, pa pol spet na botaniko, ne, ki jo sicer nikoli ni marala, pa je postala pol profesorca botanike, pa pol na rastlinsko fiziologijo, pa spet nazaj na molekularno biologijo. Skratka, ne, tukaj je neka razlika v najinih karierah, ampak je pa fajn, ne, da se lahko kot partnerja o teh stvareh pogovarjava in tudi na ta način pravzaprav nekako širva najino zanimanje za te stvari. Ne. Mene konkretno tudi botanika nikoli ni zanimala, ampak ko je Marina postala profesorca, ne, splošne botanike in ko je tudi meni razkrila ta pogled oziroma ta, bi rekel, da sem rastlinsko slep, ne, sem se začel tudi jaz drugače obnašati, ne, in razumevati tudi rastline, ne, ki jih prej sploh nisem. Ne. Ampak osnova vsega je pa le biologija, ne? Kakorkoli obračamo, ne? Ja, seveda.
ker zanimivo, da ko danes spremljamo razvoj znanosti, ne samo biologija, Ja. ampak tudi drugih znanosti, pa presenečenje ugotavljamo, da ta znanost izjemno hitro napreduje. Ne? Pomenljivo pa se mi zdi, da danes obstaja nekakšen konsens, da je prav biotehnologija veda 21. stoletja. Kje vidite vi tu razloge? Ja, vsekakor je pač biologija mogoče majčkeno zaostajala za kemijo in fiziko, ampak pač 20. stoletje je bilo gotovo pač področje biologije. Z odkritjem DNK se odprle povsem nove možnosti, ne, so biologi prišli iz tistega taksonomskega vrednotenja živih organizmov na te molekularne procese in enostavno, ko smo prišli do te globine, ne, ko smo začeli razumevati stvari na molekularni ravni, je bil potem ta preskok iz take splošne biologije na biotehnologijo ena taka, po moje, logična stopnja, ne. Ko nekako človek ugotovi, kaj lahko naredi, ne, bo to delal, kolikor časa bo lahko, ne. Pa ne glede na to, ali se s tem strinjamo, ali se ne strinjamo, ali ima to kakšne etične zadržke. To je neminovno, ne? In mislim, da ni trenutno še nobenega razloga, tudi nobenih indicov, da se bo ta stvar ustavila. Saj zato, poglejte, zanima me, kako res znanstveniki dojemate recimo prebojnost teh raziskav, ki so v nekaterih primerih res presenetljiva in imajo nekaj dalekosežne posledice. Recimo samo to odkritje Googlovega DeepMinda, to zvijanje beljakovine v 3D obliki, a ne? In pa recimo odkritje Karikojeve in pa Weissmana pri uporabi novega cepiva COVID-19. Kako vi, mislim, imate osnovo seveda naravoslovca, biologije, recimo, ne? Glejte, znanost seveda ni nek osamljen otok, oziroma posamezna področja znanosti to definitivno niso. Ne? Vedno gre za sprego neke, bom rekel, bazične znanosti s kratnim razvojem tehnologije. Ne? In nič od tega, kar vemo danes tudi o biologiji, recimo biologiji celice, vseh procesih, ki potekajo v celici, kar je danes, se mi zdi, ena od ključnih področij, ne, seveda biologije. Vse, kar vemo o strukturni biokemiji, o razmerju med strukturo in funkcijo, ne, absolutno ne bi bilo možno brez razvoja digitalne računalniške tehnologije. Ne. Vse to sva midva, mislim, da sva dosti dobro napisala, ne, kako so najina v bistvu diplomska, magistrska in doktorska dela nastajala. Ne, od navadnega tipkalnega stroja, pisalnega stroja, ne, do računalnika v razdobju nekaj let, pri čemer takrat še nihče ni pomislil niti na splet, niti kot iskanje informacij, ne, niti na recimo pametne telefone, kaj šele na kakšno umetno inteligenco, kot se nam pravzaprav kaže danes. Ne. In v pravzaprav zelo kratkem času, v času enega človeškega življenja, ene generacije, recimo ene znanstvene oziroma poklicne kariere, so se stvari tako res spremenile, ne, da je tisto, kar sva midva izkusila kot študenta v primerjavi s tem, kar v bistvu je najina izkušnja po 40 letih pred pravzaprav upokojitvijo, si ne bi mogel tega sploh predstavljati. Ne. To je res tak enormen preskok, ki smo mu bila priča in zdaj, če pogledamo samo biologijo, ne, je logično tudi tista disciplina, ki je naredila v 21. stoletju v bistvu največji preskok. Ampak tega ne bi bilo brez informacijske tehnologije. Ne. To je pa, sem skoraj prepričan, verjetno bi seveda tudi prišlo do nekih odkritij, ampak niti približno takih, kot nam jih zdaj to vse skupaj, ne, ta povezava omogoča. Ne. No, ampak
raziskovalec, ki je v bistvu kaj vreden, tako kot se v žargonu običajno reče, ne, mora nujno pogledati tudi preko svojega ožjega profesionalnega okolja. Ne. Znanstveno se moraš kaliti v sodelovanju z mednarodno skupnostjo, preživeti del kariere tudi na tujih univerzah, raziskovalnih inštitutih, ki so kredibilni in tako naprej. Ne. No in taka profesionalna rast je pri vaju na nek način predpogoj bila vsakršne uspešnosti, kar je tudi nekakšen moto te res imenitne knjige Znan sopotnika. Meni se je res od začetka zdelo, da če želim delovati kot znanstvenica v našem prostoru, da moram pač moje obzorje razširiti, da vidim, kako je v tujini. Tako da meni ta tujina je bila res na prvem mestu. No? In o prvi priliki, ki se nama je ponudila, sem mogoče prav majčkeno mogla na Toma pritisniti, ne, ki ni bil tako prepričan, da je to nujno, da greva, da smo šli, in mislim, da je že zelo kmalu začel deliti to najino mnenje. Predvsem se mi zdi to, da greš v tujino, da nekako ovrednotiš svoje mesto tukaj, kjer si. Ker seveda meni se je zdela Amerika res to Indija, Koromandija, in veliko stvari je bilo super, veliko stvari je bilo slabih, nekaj stvari je bilo obupnih, ampak vse skupaj je bila za naju kot znanstvenika to izjemna izkušnja. Obakrat, ko smo bili v Bostonu, kjer sva bila študenta, ko smo živeli na Floridi, kjer sva delovala kot gostujoča profesorja, to povsem druge izkušnje. In predvsem tako se mi zdi to izjemna izkušnja tudi za naše otroke. Da že oba otroka sta hodila pač v razdobju 9 let v tisti kindergarten, to je pač zdaj naša prvi razred oziroma mala šola, in sta že na tej rosni stopnji nekako izkusila to različnost, drugačnost, ki se mi zdi, da je res v njima tako zelo, zelo globoko zasidrana. In mislim, prepričana sem, da tudi zaradi te naše izkušnje tujine gledata na svet drugače. In seveda pač zaradi naše izkušnje tujine tudi midva na znanost in vse gledava drugače. Ampak najbrž takih ljudi še, mislim, prostor rabi, ne? In zato me zanima, Tom, kako pa vi kot pač pedagog, univerzitetni učitelj gledate ali pa opažate recimo to naravnanost, ta, kot rečemo, tak drive tega obnašanja pri vaših študentih ali pa mladih kolegih. Ja, zdaj, mogoče ne ena teza, ki se jo upam razviti, je tudi ta, da danes so mladi veliko bolj povezani z svetom, kot smo bili. S pomočjo, seveda, digitalne informacijske tehnologije. Danes imaš svoj pametni telefon in v vsakem trenutku klikneš sem, klikneš tja. Znotraj teh družbenih oziroma družabnih mehurčkov se pogovarjaš lahko s celim svetom, po drugi strani si pa vedno bolj osamljen, zaradi tega, ker teh pristnih socialnih stikov, ki so pa povezani z izmenjavo izkušenj in situ, s potovanji na drugih koncih sveta in tako naprej, z seveda gostovanji v različnih inštitucijah, tega pa nimaš, in mislim, da današnja generacija, ne bom rekel, da ima manjšo željo, ampak mogoče ima manjšo potrebo po tem. Zato, ja, pa te to recimo kot človeka siromaši. Seveda, ampak vse tega ne opazijo, zaradi tega, ker so ves čas povezani z vsemi posod, in zato niti ne počutijo neke potrebe, da bi nekam dejansko šli, nekam fizično, nekam, kjer ne bi imeli pravzaprav nobene predstave in nobenih informacij takih, kot jih lahko dobijo danes naprej, ker ko smo mi šli, se pravi, ni bilo nobenega interneta, edino komunikacijsko sredstvo nadaljavo je bil telefon,
stacionarni telefon, analogni pa telefaks. Ne. To je bilo največ, kar si takrat Tako, v drugem, v 90-ih. v 90-ih. V 80-ih še tega ni bilo. No, v glavnem, in ti pravzaprav nisi vedel, kaj te čaka. Ne. Imel si velika pričakovanja, tudi strahove, jasno, ampak ko si prišel tja, si to dejansko živel. Ne, to izkušnjo si lahko ponotranil. Danes z vsemi temi pripomočki, ne, je po vsakem trenutku vsak kjerkoli na svetu, po drugi strani pa najbolj zadovoljen v svojem zaprtem mehurčku, ne, po možnosti samo za svojimi somišljeniki, s katerimi si deli določene informacije, ki niti ni nujno, da so ta prave, ne, in da niso lažne. Takem mehurčku se počuti varnega. Ne. In zakaj bi on nekam hodil, če ima to pravzaprav doma, tam pa niti ne ve, kako se bo lahko znajdel in organiziral in tako naprej. Ne. Torej, to je tudi neke vrste konformizem, bi rekel, ki ga danes ta tehnologija omogoča. Ne. To so pač pozitivne in negativne stvari te tehnologije. Ne. Seveda, kot sem prej rekel, ne, brez te tehnologije ne bi bilo takih prebojev v znanosti, po drugi strani pa ravno zaradi te tehnologije ne, zgubljamo neke dejansko pristne človeške stike in odnose, ki temeljijo na fizičnem, ne, realnem dialogu. Asociacija ob prejšnjem vprašanju se navezuje na eno od poglavij v knjigi, kjer vi, Marina, pravite, da imate mutacijo potepuškega gena, ki kodira dopaminski receptor. Lahko to nekoliko razložite? Ja, to je v bistvu tako, v bistvu je resnično, ampak je tudi majčkeno tako hecno. Ne? Pa resnično, recimo. Resnično. Zdaj, v bistvu je tako, ne. Pred nekaj časa sem bila na enem strokovnem sestanku v Južni Afriki z mojim kolegom, s katerim delamo skupaj na boleznih vinske trte. In je rekel, veš, jaz pa zdaj delam za Cape Townski radio, imam eno oddajo tedensko o znanosti, pa se vsak teden nekaj takega zmislim, kaj bom povedal. No in prejšnji teden sem zaznal v literaturi, da so odkrili pač ta tako imenovani potepuški gen. To je mutacija na dopaminskem receptorju, ne, dopamin je hormon sreče, ne, in če pač imaš pomanjkanje tega hormona, ne, potem te to sili, da pač greš preko sebe in naprej in iščeš nove poti, nove izkušnje in tako naprej. In je rekel, glede na to, kako jaz tebe poznam, ne, in da ima to mutacijo 20% ljudi, jaz mislim, da ti to imaš, ne. No, sem rekel, dobro, ne vem, če res, no. No, ampak približno v istem času sva s Tomom sodelovala v eni taki veliki akciji National Geographica, kjer so želeli posekvencirati genome vseh staroselskih skupnosti po celem svetu. No, ampak zelo malo, zato da bi ugotovili, kakšne so migracijske poti bile iz rodne Afrike, ne, po planetu. No, ampak malo so ugotovili, da enostavno, da je teh skupnosti vsem premalo, da bi vse poti začrtali, zato so potem povabili leta 2016 še prostovoljce, ki bi dali svojo DNK v to bazo in bi pač razširili to bazo do meje, da bi lahko te poti bolj jasno spoznali. No, in pač midva sva v tem sodelovala, potem sva dobila zelo zanimive rezultate, ampak na koncu sva dobila na svoj računalnik tudi najine celotne genome. No, Jaz ne, ti. Ti ga nisi odprl. Se pravi, da to ni fake news. Ne! Potepuški gen. Ne, to je čisto res. No, in potem pač sem rekla, ok, zdaj pa jaz pogledala, kako je zdaj s to mutacijo, ne. Zdaj imam jaz moj genom in bom lahko videla, kaj se tukaj dogaja, ne, in sem jaz to raziskala in pač te sekvence pogledala in sem ugotovila, da v resnici to imam.
in to delim z 20% ljudi na svetu, sem prepričana, da tudi moja hčera, najina hčera to ima, glede na njeno komunikacijo s svetom, mislim pa, da sin pa to, pa tega nimata. Kakorkoli že obračaš, je pa to nekako simpatično, ne? In mnogi bi se našli v tem. No, sej tako, kot sem rekla, v bistvu pač ni nujno, ne, da veš, kako tvoj genom izgleda, ne. Eni pač radi potujejo, so vedoželjni, so radoživi, eni pa to niso, ne. Seveda, se svet razvija in gre naprej, ne. Ja. No, ampak v svoji res bogati profesionalni znanstveni karieri ste spremljali in pa preizkušali mnoga razvejana področja biologije, ki danes determinirajo razvoj in pa določajo njegovo usmeritev. Morda je v polje najbolj v ospredju pač to polje genetike, ne, ki je tesno povezano z medicino. Kako bi vidva opredelila ta razvoj? Ja, mislim, da... Vi ste v svojih zapisih, a ne, citirali mnoge te genetike, tudi recimo nam dobro poznanega oziroma vam na vašem inštitutu tega Miroslava Radmana, ki je res svetovno, bomo rekli. V bistvu je tako, no, to, kar smo že prej govorili, ne, predvsem z razvojem biologije in predvsem zdaj, ne, z razvojem te računalniške tehnologije, ki vse to lahko povezuje, so ta področja znanosti, se pravi medicinska genetika, to je res v neverjetnem vzponu in praktično vsak dan, ne, lahko beremo o novih in novih odkritjih. Včasih, ne, za časa Radmana, ne, je bilo to majčkeno bolj zahtevno, ne, bom rekla na nek način, pač ni bilo niti takih laboratorijev, niti take možnosti preverjanja tega, ampak on je tisti, ki je ugotovil, kako delujejo te SOS popravljalni mehanizmi naše DNK, ne. Tako da v nekem določenem času je bil profesor Radman res tisti ključni genetik tistega časa, ne. Vse je, še vedno je, ne, in še vedno je zelo cenjen in tako, ne, ampak takrat je bil pa res začetnik nekega povsem novega področja, ne. Ampak zdaj je seveda ta genetika tako široka, ne, da enostavno to so rezultati in odkritja na dnevni bazi, ne. Ampak kar se tiče pač naših znanstvenikov, smo imeli kar nekaj res odličnih, ne, naš profesor Grabnar, Miklavž Grabnar, on je bil pionir molekularne biologije, on je bil pionir genetike, nam se je zdel, da seveda, da je super in vse krasno, prišel je iz Amerike, vse je vedel, ampak... Razumeli ga itak nismo. Razumeli ga nismo dosti, ampak se nam je res zdel, da on pa je tista špica, ne. Kar je meni potem potrdil, ko smo prišli v Boston na Brandeis University, kjer ne bi jaz delala molekularne raziskave enega encima. In pač jaz sem prišla z medicinske fakultete, te osnove molekularne biologije, kloniranja, sem se že tukaj naučila, ne, in pač je bilo to logično, da bom to tam nadaljevala na eni drugi beljakovini, ne. In potem so me pač tam poslali k enemu raziskovalcu, ki je vodil ta molekularni laboratorij, da bomo pogledali, kaj znam, kaj se moram še naučiti. Sva se to malo pomenila, je ugotovil, da seveda vse tisto znam, se pravi, da smo bili z našim znanjem, čeprav mogoče na ravni opreme in tega precej za Ameriko, ampak poznanje, ne, tukaj notri smo pa imeli, ne, smo mogli to samo spraviti v prakso, no, in potem se je izkazalo, da pač ta profesor, da je bil
cimer, ne, če tako rečem, od našega profesorja Grabnarja na John Hopkins University in šlo smo se pogovarjali, oni so tam začenjali to in od tam iz Baltimora je šel Grabnar v Slovenijo in to znanje predajal, on pa je šel na Stanford in je tam to znanje nadgrajeval, ne, tako da v resnici smo bili vedno še kar na liniji, ne. Kljub vsemu temu, da nismo imeli toliko opreme, da nismo imeli možnosti, ampak znanje je pa obstajalo, ne. Lepo slišati, ja. Tom, vi ste pristali na področju mikrobiologije, ne? Na nek način. Na nek način, ja. Na nek način. A vas je to vedno vleklo, recimo, tudi v kontekstu tega, kar je recimo Marina povedala zdaj? No, v bistvu ne. Ampak to je bil spet en tak splet naključij, ne, ki se je pač začel v iskanju tega, da bi midva takrat, ko sva magistrirala, šla nekam v tujino, ne, in sva pač iskala poti ali pa zveze, ne, kako bi pač oba lahko šla, ker dejstvo je, oba sva bila biologa, ne, ker je po svoje neko olajševalna okoliščina, ker če ti iščeš neko mesto za dva, ki delata pravzaprav podobne stvari v istem področju znanosti, ne, je to nekoliko lažje, kot če imaš nekoga res čist nekega v družini, ne, in seveda, ne. Tako da sva nekako iskala, da bi lahko oba nekaj počela v tujini, mogoče skupaj, mogoče tudi ne. No in takrat v 80-ih letih je bila situacija v Jugoslaviji seveda kakršna je bila, ekonomsko polomjada, in je bilo relativno težko dobiti tudi nek denar, da boš nekam šel, ne. Poleg tega si pa moral imeti neke zveze, neka poznanstva, ki so ponavadi temeljila tako kot danes, na poznanstvih tvojih profesorjev, ne. No in takrat se je pač ponudila ta možnost, da greva v Boston oziroma na Univerzo Brandeis, vendar delati nekaj, kar seveda nisva počela prej, ne, se pravi, se usmeriti v neko mikrobno biokemijo, kot bi rekel danes, ker pač to predavam, torej metabolizem in pa encime, ki so vpleteni v metabolizem nekih metabolnih procesov pri mikrobih, ne. Tako da potem sem jaz iz tega tudi doktoriral in po vrnitvi domov, ne, ker tudi v tej knjigi piše, ne, spet zaradi takih in drugačnih okoliščin, ne, s tem sicer nisem neposredno nadaljeval, raziskovalno, se je pa takrat odprlo mesto pač učitelja oziroma nekaj let kasneje na novo ustanovljenem študiju mikrobiologije, ne, kamor so me kot biokemika, ne, pa tudi poznavalca teh mikrobnih metabolnih poti pač nekako pritegnili oziroma kooptirali, ne, na ta študij in sem začel pač tam najprej svoje iz mikrobne biokemije, potem kasneje pa sem postal profesor in to načeloma počnem še danes. Se pravi, moj pedagoški del angažmaja je precej vezan na mikroorganizme, ne, medtem ko, če sem odkrit po znanstveni poti, sem pa pravzaprav ostal v tej eukarionski, ne, biokemiji oziroma biologiji, ne. Je pa to spet ena od tistih stvari, ki me morda mene zelo opredeljuje, ne, se pravi, zanima me zelo veliko stvari, ne bom pa rekel, ne, da sem na teh področjih ne vem kako vrhunski, ampak imam en tak širok pogled na biologijo, na mikrobiologijo, ne, in z tega se da marsikaj potem tudi potegniti, ne. Kar pa recimo ravno to slednje, ne, kar ste rekli, se mi zdi, da današnjim tudi študentom zelo pogosto tudi manjka. Ker je vse tako ozko specializirano in tudi slabše povezano to, kar vi sami znanstveniki pravite, da morate povezovati, morate interdisciplinarno tudi raziskave zastaviti, ne
solipsistično delovati znotraj nekih kabinetnih. Ja, ampak to, kar ste rekla, ne, v bistvu, kar se tiče študentov, ne, mislim, da to ni čisto sam krivda študentov. Jaz sem res prepričana, da bi mogli v našem tem študiju, v celem procesu, od osnovne šole do fakultete, nekaj spremeniti. Ne. Meni se zdi res nujno, da določene vsebine poznajo pač tisti v srednji šoli, da je to tisto ključno, kjer moramo jim nekaj povedati, kar si bojo zapomnili za celo življenje. Meni je to res tako, zmeri to zgodbo povem, ampak se mi zdi res ključna. Sem bila na enem izobraževanju za to komunikacijo v Bruslu in ta predavatelj, en zelo znan profesor, ki se ukvarja z temi podvodnimi dimniki, ne, ker smo zdaj imeli to veliko odpravo, ne, kjer sta sodelovala tudi moja kolega iz inštituta. No, on je tudi tak zelo dober komunikator in je rekel, zapomnite si nekaj, kadarkoli komunicirate s eno osebo nasproti vas, morate vedeti, kaj je ona po poklicu. Ne? Nam, ki smo na akademski ravni, profesorjev, ne vem kaj, se zdi samo po sebi umevno, če komuniciramo recimo kot profesor mikrobiologije, da komunicira s profesorjem fizike, da sta na isti ravni. Ne? To je najbolj narobe, kar si lahko predstavljate, zaradi tega, ker profesor fizike je o, ne vem, sestavi celice nazadnje slišal v srednji šoli. Ne? Se pravi, da se moraš ti vedno vrniti na to stopnjo, kjer je on zaključil šolanje. Naši učni načrti delajo popolnoma drugače. Naši učni načrti so identični za biologijo od 6. razreda osnovne šole do fakultete, samo pač majčkeno dodajo zraven. Ne? In zaradi tega, to, kar smo začeli tole vprašanje, naši študenti nimajo pojma o tem še v 3. letniku fakultete, ne, na študiju, usmerjenemu študiju v biologijo, kako fotosinteza poteka. Ne? Recimo, da jih polovica bo povedala takole, ne, polovica pa nima pojma, zaradi tega, ker oni so že usmerjeni v nekaj povsem drugega. Ne? Ja, ampak ni samo to. Ne, mislim, to bi sicer načeloma nekako držalo vodo, ne, to postopno nadgrajevanje. Ne. Ampak jaz vidim, da je težava v tem, da med temi postopnimi nadgrajevanji, ne, nekih tem ni povezave. Ne. Vsaka tema se nadgrajuje takole, ne, v nekih stebrih vmes. Ja. Ni pa nobenih lestev, po katerih bi lahko od enega stebra na drugega splezal. Ne? In isto se nam zdaj dogaja, mislim, jaz sem zelo vesel, da se bom upokojil, ker imam to res tega vrh glave. Mi smo uspeli tudi zdaj univerzitetne učitelje spraviti na nivo nekih administratorjev. Jaz moram pisati in se zmišljati izvedbene načrte, ne, po urah, kaj bom kakšno uro povedal. Pa to je skregan z vsako avtonomijo univerzitetnega učitelja, itak je nimamo veliko. Ampak zdaj so nam pravzaprav še tist vzeli, da moraš se točno držati neke vsebine, ki si jo moral napisati v neki izvedbeni načrt, zato da bo študent vedel, kaj bo slišal in si bo lahko prebral, aha, tole me pa ne zanima, na tole pa ne bom prišel. Ne? Nimaš pa pravzaprav več te možnosti, da bi dejansko to znanje oziroma neka spoznanja, ki jih imaš, v svoja predavanja vpletal in naredil na ta način tudi predavanja bolj, bi rekel, zanimiva za študente in hkrati bolj povezljiva, ker jaz točno vem iz 40 let svoje pedagoške prakse, da če ti študentom pripoveduješ ene zgodbe, ki pa seveda morajo imeti neko osnovo, realno osnovo v nekih trdih znanstvenih resnicah, ne, jih boš na ta način seveda zelo pritegnil. Ne. Če pa samo podajaš neke suhoparne podatke, ki ti tudi navidezno niso med sabo povezani, ne, je pa to lahko zelo kontraproduktivno. Ampak to nasilje, to nas zdaj prisiljujejo od covida naprej, ne, se je to
pravzaprav še potenciralo, ne, ker smo imeli pač predavanja online in študent je moral vedeti, čemu bo prisostvoval, ne, že vnaprej, če je bilo to prek računalnika. Ne, ampak jaz sem hotela nekaj drugega, nisem dokončala moje misli. Kar se tiče učnih načrtov, recimo v srednji šoli, ne, mi imamo pri biologiji zdaj ta standardni program, ne, in potem imamo dodatne vsebine, ki so za, ne vem, ki jih bolj zanima. In v teh dodatnih vsebinah so recimo gensko spremenjeni organizmi, biotehnologija, pač take stvari, ki se tem sestavljalcem učnih načrtov zdijo težke in pomembne. Ne pomembne za vse, ampak samo za tiste, ki jih to zanima. Meni se zdi to skrajno res najbolj narobe, ker se mi zdi, da so to tiste vsebine, ki bi jih mogel na en primeren način imeti v vseh srednjih šolah, poklicnih srednjih šolah, da bi pač ti dijaki to razumeli, ker to so vsebine, ki so potem predmet teh teorij zarote in nepoznavanja in pač grožne znanosti našemu življenju. Ne. Zaradi tega, ker tega ne razumejo. In to morajo te razumeti. Ne. Tisti, ki jih bo to zanimalo, to itak že razumejo, ne, in se bojo v tem izobrazili. Za enega biologa, ki bo biolog, ne, pa če to vse. Ja. Za nekoga, ki bo pa pravnik, recimo, ne, ali pa ekonomist, in bo odločil, recimo, kaj zdaj, da bo vedel, kaj to pomeni v zakonodajo, dati nekaj člene, ki recimo so napisani tako, da razumejo varovanje okolja, ne? Ampak zato rabiš neko osnovno, vse osnovno biološko znanje. Isto recimo... Ne osnovno, rabiš to, posebno znanje. Ja, ki ga boš na določenem nivoju, se razumemo, ne zdaj na ne vem kakšnem nivoju, ampak da razumeš, kakšen je koncept tega. Enako velja za recimo to, če boš govoril o tehnologiji oziroma o zelenem prehodu, nek ekonomist, da bo vedel, da to ne bo greenwashing, ampak da bo to temeljil na dejansko nekem znanju, ki ga ti imaš. Saj se danes dela vse v timih, jasno, ampak ti vse rabiš neko osnovno razumevanje tega in ljudje, ki so v svoji šolski vertikali to preslišali oziroma teh konceptov na nivoju nekega srednjega izobraževanja niso usvojili, tega nikoli ne bojo več slišali in nikoli več tega tudi ne bojo razumeli. Tako da mi bi mogli govoriti o nekem konceptualnem znanju, ki se potem lahko prelije tudi v, bom rekel, vedenje na področjih, ki se sicer neposredno tega ne dotika. Ja, pač na ravni univerze, ampak te koncepte bi mogli usvojiti do svojega 18. leta, za zmeraj. No in še tu se mi zdi zelo pomembno, ker ste vi, Marina, kot profesorica biologije oziroma botanike ugotavljali na izpitih, da te generacije ne znajo ubesediti tistega, kar recimo naj bi znale ali pa kar so poslušali, kar mislijo. To se mi zdi zelo velik handicap konec koncev, za današnjega intelektualca. Ja, to znanje pisanja in ubesedenja misli, to res, to pač v 40 letih lahko vidimo, da gre tako strmo navzdol. V bistvu na pisnem izpitu oni kar pišejo, kar nekaj, njim je čisto vse, rečeš ribosoma, rečeš ribomina, rečeš ribana, no sej to sem mislil, ko pridejo vsi izpite pogledati, sej točno to sem mislil, ja, jaz verjamem, ampak kako pa se reče, ja, to se pa raven ne spomnim, mislim, res tako, to je res podobno. To je upadanje besednega zaklada, ki je posledica slabe bralne kulture, ki je posledica, negativna posledica uporabe modernih tehnologij in pa seveda tudi, kar je ključno pri tem, se mi zdi, sposobnost enega fokusa, vzdrževanja koncentracije. Zato, da ti nekaj prebereš. Ravno včeraj sem
tale Šventnerjev nagrajenec, zdajle je bil seveda Miha Kovač, ne, ki je tudi najin kolega in znanc, tudi z gimnazije se midva že poznava. Ne. In on je zelo lepo rekel, ne, da pač brez neke bralne kulture, ne, ti ne moreš usvojiti besednega zaklada. Če tega nimaš, seveda je zelo težko napisati par konsistentnih stavkov. Ne. In ta bralni manifest, ne, ljubljanski bralni manifest, ki so ga na Frankfurtskem sejmu tudi predstavili, govori ravno o tem, da pač ne gre za branje kar česarkoli, ampak gre za branje neke zahtevne, poglobljene literature, ker ti moraš ohranjati fokus. In ta fokus moraš ohranjati par ur, ko ti bereš. Ne? In to v naših časih je to bilo, ne? Zdaj pa imaš pameten telefon, klikaš iz ene informacije na drugo, vsaka informacija je par minut in si že drugje. No, pa tudi v šoli, ne? Zdaj pač imajo vse to, zadnjič med prazniki je bil spet na televiziji te Nesrečniki, ne? Les Miserables, ne? Musical, ne? Ki je meni zelo všeč in zelo drag in se ga gleda, sem rekla, Tom, v 4. razredu osnovne šole smo mi imeli ni bilo ti bralna značka je to bila, smo imeli Nesrečnike od Igoja. Mislim, to vsekakor je nekaj, kar ni za 4. razred osnovne šole, ampak mi smo to mogli prebrati, saj veliko nismo razumeli, ampak mi smo se o tem pogovarjali in jaz se še danes spomnim tistih prizorov, ki jih tudi v filmu še vidim, ne. Tako da enostavno tudi našim otrokom zdaj že v šoli dajo ta Reader's Digest, ne, tudi branje spuščajo, ne, na eno pač prirejeno stopno. Ampak to je povezano z nezmožnostjo fokusiranja, koncentriranja na določeno zadevo, ker če imaš ti medij, ki ti posreduje, ne vem, 100 informacij v minuti, ne, kako boš ti obdržal fokus pri vsej tej poplavi tega. In jaz mislim, da je to ključno. Ne. Zdaj, mi lahko rečemo, ok, mi smo stari, odpisani, vsaka generacija pravzaprav je za naslednjo to govorila, ne. Vsak mlad človek seveda je po svoje, ne, produkt in pa žrtev, ne, tehnologije, ker se v tem tudi nekaj piševa, recimo naši starši so poznali kot medij edino radio. Ne. Kasneje v 60. letih se je pojavila televizija, ne, in praktično do leta 95, ne, mislim, da interneta prvi je, mogoče kolega bo to vedel, ta 96, mislim, da je prišel ta prva verzija ven, ne. Ja, do takrat nismo imeli nič, ne, kar si slišal, kar si prebral, kar si slišal na radiju, kar si videl na televiziji in kar si prebral v časopisu, ne. Ampak to je res, te informacije, ne, pač... Ampak tudi zato, ne, si mogel ohraniti neko vrsto fokusa, ne. Danes pa to sploh ni več mogoče. In ker to ni mogoče, ne, je tudi iluzorno pričakovati, da bo en znal, ne, zdaj imamo itak to chat GPT tehnologijo, ne, ki ti napiše sama nekaj in bo zelo težko tudi za nas. Mislim, da seminarji bojo odpadli, ker pač študenti bojo to uporabljali, pa če mi to želimo ali ne. Zato že uporabljajo. Že uporabljajo in zato to tudi nima več nobenega pametnega smisla. Ampak tudi še par let nazaj, ko tega ni bilo, če sem jaz jim dal napisati v 1. letniku faksa en esej pri biokemiji, ne, na sicer neko temo, ki se tega drži, ampak esej, to ni nek članek, ki ga oni preberejo pa polni, ampak spis bi temu včasih rekel v šoli. Ne. 2 strani. Ja, 2 strani, torej ni bilo za pričakovati, ne, da bojo oni, jaz nisem pričakoval, da bojo imeli s tem težave. No, tako. Ker nekateri niso sposobni napisati pri zahtevanih 2 straneh niti ene strani. Drugi, ne, pa sicer to napišejo, ampak potem jaz začnem to brati in vidim, da niti urejevalnika besedil, ki obstaja, tudi v slovenščini, ne, niso vklopili oziroma
ga niso sposobni uporabiti. Skratka, niti prebrali niso za sabo tisto, kar so napisali, zato ker pač not mrgoli od tipkovnih do pravopisnih napak. Mislim, če bi bil jaz učitelj slovenščine, ne bi se na tem pošteno zamislil. In jaz sem 16 let bil predsednik maturitetne komisije predmetne za biologijo in imam zelo dober pogled, ne, kako v srednji šoli te stvari potekajo, kakšen poudarek je na pač teh maturitetnih vsebinah. In me ne preseneča, da največji bav na maturi je pisanje eseja pri slovenščini, v katerem se vsako leto krešajo taka in drugačna mnenja. Imamo polne časopise prispevkov bralcev na to temo, izjav članov maturitetne komisije, učiteljev, dijakov in tako naprej. Za božjo voljo, mi smo v osnovni šoli pa v srednji šoli vsak mesec pisali eno šolsko nalogo, kjer smo imeli esej, pa se nam je zdelo to popolnoma normalno. Zdaj pa to največji bav. No, ampak recimo pač to, ne, dobro, sej ne glede na to, kakšno je znanje študentov v tujini, pa pri nas ne bi v tem, ampak recimo to, pismenost, ne, ko je naš sin študiral v Avstraliji, je mogel napisati esej o, pač ne vem, o eni temi. O vrečanih, No, o razliki med avstralskimi pa južnoameriškimi vrečami. No, dobro, se ni bistveno, no. Pač to je mogel napisati, ampak vnaprej so vedeli, da vsebina bo, ne vem koliko, 10%. Zaradi tega, ker če boš pisal esej, je točno jasno, da se boš to naučil in da bo tisto, kar boš napisal, tudi prav. Vse ostalo je bila oblika, je bila slovnica, je bilo izražanje. Stil, organiziranost. Kar se je meni zdaj tako res neverjetno. Ja, ampak Ker pri nas je pa točno obratno, ne. Napišejo kar nekaj in oni pravijo, ja, no sej to sem mislil, ne, čeprav tudi slučajno to ne piše tam, ne. Ja, no tako, ampak o tem bi se dali govoriti še ure in ure. Ja, so pa to, mislim, pomenljive stvari. Ja. In bi od teh mogli tisti odločevalci, ki so pač na teh mestih in poklicani za to, ne, mislim, nekoliko res premisliti in spremeniti zadevo v tok, kakršen je primeren, razumete, tudi za današnji čas. No, ampak meni se tudi tako zdi zelo pomembno, no, da razvijamo tudi slovensko znanstveno terminologijo, ne. Pri nas se to tako slepa, to je brez veze, se itak vsi govorijo angleški in potem ti seveda tudi študenti rečejo, ne, da oni to ne znajo napisati, ker oni samo še angleško razmišljajo, ne vem, morda. Ampak zadnjič sem bila na enem posvetu bralnega društva in je en predavatelj rekel, ne, da pred 10 leti, da so ljudje, ki so gledali filme na televiziji, usvojili zelo veliko besed, ker so bili podnapisi v slovenščini, ne. Da zdaj prav, ne vem, ne bom rekla, ker se bom zmislila, numerično so ugotovili, kako besedni zaklad pada, zaradi tega, ker večino teh filmov in nadaljevank zdaj gledajo na teh na teh kanalih, kjer so podnapisi v angleščini, ne. Prej pa si to prebral, ne, tudi če nisi nobene knjige prebral, si, ne vem, koliko so rekli, pač veliko tisoč besed si prebral, ne, tudi če nisi knjige bral. Zato pa pride do siromašenja pač Jezika, maternega jezika in potem tudi posledično, ne, slabšega razumevanja. Ja. Ne.